katerih se približno polovica, se pravi pa vsak drugi odrasli prehranjuje nezdravo, od tega seveda več moški, potem tisti v mlajših starostnih skupini z nižjega družbenega sloja in pa tisti z nižjo izobrazbo. Zdaj zagotovo je problem v tem, da moški se verjetno te priporočila manj dotaknejo kot žensk, kar je verjetno tudi razumljivo, zaradi tega, ker se ženske bolj polestila ta medikalizacija. Po drugi strani morda zaradi še nepridruženih zdravstvenih težav, recimo manj sledijo, tudi zaradi tega manj sledijo priporočilom, ne posvečajo seveda prehrani mogoče tolikšne pozornosti. Zdaj, nižje izobraženi pa manj premožni pa verjetno temu tudi težje sledijo, predvsem zaradi ekonomskih razlogov ali pa predvsem zaradi slabše ozaveščenosti. In če pogledamo samo tako delež teh po spolu, ki se nezdravo prehranjujejo, predvsem prednjačijo moški, če primerjamo to z ženskami.